Zdaj sem pa hotel govoriti o vplivu substanc na spanje. Rad bi, da pokriva kofein, alkohol pa marihuano. Super. Mogoče še eno, ampak bova videla, če bo časno, ampak če se vam zdi kaj pomembno. Ja. Zdaj, kofein je v bistvu, če rečemo, stimulacijska droga, ki je seveda prosto dostopna, ki se jo vsi poslužujemo. Kaj nam naredi? Eno v spanju je to, da smo rekli, ta cirkadiani proces, dan in noč, da se nam spreminja, da spimo po noč v temi. Drug proces, ki nam vpliva na spanje, je pa to, da dlje časa, ko smo budni, lažje bomo zaspali. In dlje časa, ko smo budni, se nam v naših možganih nabira ena substanca, ki se reče adenozin. In večjo količino adenozina, ko imamo, lažje bomo zaspali. Bolj smo zaspani. Ja. Zato rečemo, da je super, da smo čez dan budni, ne ležimo v posli, ne spimo in zvečer gremo spat, ko se nam oba ta procesa sklopita. Kaj nam naredi kava, se pravi kafein, nam naredi to, da nam zavre ta adenozin. Deluje nam na adenozinske receptorje in v bistvu se nam ta adenozin ne bo sproščal. In zato bomo v bistvu bolj budni. Vendar efekt kave je dolgoročen. Mi rečemo, da ponavadi gledamo ta razpolovni čas, tako kot je pri zdravilih, koliko časa je še v organizmu, in pri kavi rečemo, po 5 urah je ta učink na adenozin še vedno v 50%. Vendar, če mi potem vseeno občutimo že nekaj zaspanosti, pa gremo zopet na novo kavo, pa to povečujemo, na koncu bomo seveda lahko tremorozni, slabo se bomo počutili, imeli palpitacije. In ko bo ta učinek popustil, bo pa adenozina ogromno. A veste, in bo ta zaspanost še hujša, kot bi bila, če kave ne bi pili. Tako da v bistvu odlagamo težavo naprej. Ja. Tako, ja. Okay. Zdaj, kava za krajši čas, vendar zavedati se moramo to, da je v bistvu kafein ima zelo dolg učinek, in da nekdo, ki bo pil kavo popoldan ali pa kavo po večeri, seveda ne bo mogel zaradi tega zaspati. Je pa tako, da učinek kave pa ne nastopi takoj, traja nekaj časa. Zato predvsem pri voznikih, ki so zelo zaspani, rečemo, idealno je, in recimo tega so veliko delali Avstralci, ker so velike razdalje, ko pač morajo voziti, da prideš na bencinsko črpalko, spiješ kavo, zaspiš za 10-15 minut in nadaljuješ z vožnjo. In je v bistvu ta dvojni efekt kratkega spanja in kave, ki bo v bistvu potem delovala. Zdaj problem, predvsem v Ameriki, je, da je kafein v ogromno zadevah. Pa veliko je, več ga je v bistvu. Starbucks, tista ta velika je po 300 miligramov, to je 3 espresi so noter. Tako. Plus razni, te pijače, ki jih kupimo za poživljati, Red Bulli in podobno. Plus recimo v ledenem čaju, v vroči čokoladi, v zdravilih proti bolečinah imamo kafein. Tako da tega je ogromno. In recimo v Ameriki je tudi problem mladostnikov, da dobijo v bistvu toliko kafeina v vseh teh pijačah, da slabo spijo. Tako da kava na kratek čas, v redu, ne prepozno zvečer, in ne zdaj, da bomo neko pomanjkanje spanja dolgoročno nadomeščali s kafeinom, ne bo v redu. Koliko recimo kave je ok na dan za enega človeka? A vi recimo vprašate seveda vaše paciente, a pijete kavo? Vedno. Ja, in rečejo kaj? 3 kave. Mislim, kaj veste, so tudi taki, ki rečejo zvečer, pa po nočke ne morem spati, si naredim kavo. Pa se jim to ne zdi nič čudnega. Ja. Zanimivo. Ja, zanimivo, ja. Pa je to zelo hitro rešljiv človek. Ampak tega ne razume velikokrat. Ponavadi je tako, da so ljudje ozaveščeni, vejo, da to ni v redu in spijo zjutraj ali pa še kakšno kavo čez dan, predvsem pa ne v popoldanskem času. Kaj so zasvojeni to, z njo, mislim, Slovenci vem, da imajo kar je kultura pitja kave, kar močna. Koliko procentov pije, to vam težko rečem. Ok, kaj pa alkohol recimo, predvsem v večernih urah? Ja. Alkohol bo naredil to, da nas bo hitreje uspaval.
Se pravi, sama latenca uspavanja od takrat, ko ugasnemo luč in do takrat, ko zaspimo, bo krajša. Vendar nam bo pa naredil to, da nam bo pa porušil arhitekturo spanja. Manj bomo imeli globokega spanja, več se bomo prebujali, lahko bodo hude spremembe bodo v REM-u, REM-a praktično ne bomo imeli, tako da kvaliteta spanja bo bistveno slabša. Kar se mi predvsem bojimo, so žgane pijače zvečer. Žgane pijače zaradi tega, ker imajo velik odstotek alkohola in alkohol deluje kot miorelaksant, kar pomeni, da nas ne sprosti samo skeletnih mišic, ampak sprosti tudi naše dihalne mišice. In ljudje, predvsem so to moški, ki so prekomerno hranjeni, ki imajo širok vrat, ki po noči smrčijo in imajo pavze dihanja v spanju, jih bo lahko neko prekomerno pitje žganih pijač zvečer za zmeraj uspavalo. Se pravi, bodo umrli v spanju. Tisti, ki imajo apnejo v spanju, absolutno ne žgane pijače zvečer, ker potem te dihalne mišice ne bodo mogle funkcionirati in bo v bistvu šel v apnejo. Nasplošno pa tudi ni v redu alkohol zvečer, ne? Ne, absolutno ne. In recimo, mislim, kadarkoli, ampak okay. Mislim, ja. Tako kot recimo niso v redu cigarete, ampak če že rečemo kaditi zjutraj, ker nikotin nas prebuja. Nekdo, ki bo kadil zvečer in po noči, zaradi tega ne bo mogel spati, rajše zjutraj. Če rečemo alkohol, ne vem, nek kozarček vina, ni noben problem. Nekdo, ki pa ima težave z dihanjem, ne se pa zvečer res izogiba alkohola. Pred kar nekaj leti, če rečem 5-6 leti, je bil velik problem tudi zaradi te gospodarske krize, predvsem v Angliji, je bil alkohol kot prva zadeva za uspavanje. In alkoholizem kot posledica nespečnosti uspavanja močno narasel. Zdaj moram reči, da se je to spremenilo in smo prišli na marihuano. In marihuana je v zadnjem času tista, s katero se ljudje največ uspavajo. Res? Ja. Ja, jaz dostkrat smo govorili na tem podcastu o travi, marihuani, THC-ju v bistvu bolj specifično. Ja. In vedno je zelo velik tak pushback, nazaj se ljudje zelo branijo to substanco. Jaz pa čistko anekdotično v mojem osebnem življenju, ko vidim posledice tega, pa tudi nekaj sem raziskal, bral študij, se mi ne zdi toliko nedolžna rožica, kakor pravijo. Zdaj mogoče se lahko danes bolj sam na spanje osredotočiva glede. Če govoriva o pač THC-ju in spanju, prvič moramo vedeti, da kar danes dobimo marihuane, ima bistveno višji procent THC-ja, kot ga je imela pred 20-30 leti. In THC nam naredi podobno kot alkohol. V bistvu nas bo tudi hitreje uspaval, se pravi, zaspali bomo hitro, predvsem nam bo pa zmanjšal globoko spanje. To je tisto spanje počasnih valov, ki ga rabimo za spomin. In ker se nam to dolgoročno poruši, bomo rabili vedno večje doze. In vedno večje doze smo potem spet v tem začaranem krogu, ko to ne bo funkcioniralo. Kar se nam zgodi je to, da ko si mi porušimo z THC-jem spanje, bomo potem bolj zaspani čez dan. In potem imamo pa lahko prometne nesreče. Mi pa vemo, da se nam THC kar nekaj časa ostane v našem telesu, in v Sloveniji je za prometne nesreče ničelna toleranca za THC. Se pravi, nič. Po drugi strani je veliko tudi pripravkov iz CBD-ja, ki se jih prodaja povsod, tudi na bencinskih črpalkah, kar se mi zdi grozljivo. Aha, CBD se vam zdi tudi... A veste zakaj? Zato, ker v CBD-ju je tudi THC. Se pravi, je v tako nizkem odmerku, da se ga lahko prodaja. Praktično ni pripravka samo s CBD-jem brez THC-ja. Ne. Skoraj v vseh je THC, vendar v tako nizki dozi, da je okej. Vendar vedeti moramo, da je THC maščobotopen, kar pomeni, da se nam ne izloča z urinom, ampak se nam nalaga v maščobah in ostane v telesu. In če bomo mi imeli ene kapljice CBD z mečkan THC-ja, pa bomo imeli en čajček CBD-ja, pa bomo imeli še neki, bomo spet v bistvu... Pa še en joint. Pa še en joint, itak ali pa dva, V bistvu bomo spet imeli prometne nesreče.
Tega se mi najbolj bojimo. Drugo, kar je v bistvu bistveno hujše, seveda THC v večjem odmerku kot v nizkem samo v CBD-ju, je, da poveča anksioznost, poveča možnost za recimo shizofrenijo pri mladih, se te hude generalizirane anksiozne motnje, ki nam jih sproži. In to je tisto, kar se pri mladostnikih bojimo. Ja, največkrat sem jaz to videl v svojem osebnem življenju, je ta začaran krog, ki ste ga omenili, da v bistvu brez tega ne gre in potem vedno več tega in samo s tem potem lahko zaspim. Ja. In kakor ste rekli, je pol tudi kvaliteta spanja slabša, manj je globokega spanja, to poruši celo hormonsko ravnovesje. Ja. In še en tak velik začaran krog, oziroma ena taka snežna kepa, ki se začne valiti v življenju posameznika. Potem pa pride še do tega, moramo pa seveda, ker imamo zaradi THC-ja po noč porušeno spanje, smo bolj zaspani čez dan, se moramo pa zbuditi. Potem je pa povečan vnos ne samo kafeina pa raznih pijač, ampak tudi kokaina. In to je tisto, kar mi dobimo, kokain čez dan, THC zvečer. Aha, kaj pa kokain? To je pa ekstremen stimulans. Seveda. Mislim, dobro, lahko so tudi drugi manj, če rečemo razni amfetamini, metafetamini in to, ampak kasneje pride seveda lahko tudi do epileptičnih napadov, hudih glavobolov, to, kar pač srečujemo v nevrološki ambulanti. Kaj pa recimo prehrana? Specifično recimo en tak toksin, ki ga veliko zauživamo, sladkor, a to kaj vpliva? Ja, zdaj predvsem te enostavni sladkorji niso v redu, ker se nam zelo hitro v bistvu prebavljajo, tako da en velik obrok sladkorja zvečer ni v redu. Po drugi strani pa recimo tudi en velik obrok proteinske hrane zvečer ni v redu. Zaradi tega, ker proteine pa zelo težko prebavljamo in bo v bistvu ta prebava potekala celo noč in ko nam prebava dela, so to tudi impulzi iz samega črevesa, ki nas v bistvu prebujajo. Tako kot so prej rekla, kompleksi, se pravi ta mikroprebujanja. Zdaj pri prehrani je pomembno to, da imamo redno prehrano, da nimamo glavnega obroka pred spanjem, vsaj ne 2 uri pred spanjem, ne sme biti ta glavni obrok, da se ful najemo, napijemo alkohola in potem gremo spat, da je zvečer bolj lahek obrok, mi rečemo vseeno bolj ogljikovi hidrati, raje pa recimo proteini pa bolj zjutraj.